Uporniki in upornice, to je bodovska specialna epizoda za drugo sezono serije Andor, po slovensko Andor, po bodovsko pa Andor. Specialna epizoda, ki je res nekaj posebnega, saj je krajša, aktualna, a vedno popularna. Ta epizoda bo pokrila druge 3 epizode druge sezone serije, ki so prišle na Disney Plus konec prejšnjega tedna, zato nič bad, če novih 3 iz tega tedna še niste uspeli pogledati. Če ste se zdaj šele lotili celotne serije ali pa prvo sezono pogledali šele pred kratkim oziroma jo gledali znova, v opisu te objave je seveda povezava do epizode, v kateri smo obdelali tudi prvo sezono. Z vami v boju vztrajamo vse do konca, Mito Gegić, Servus. Igor Harp in Aljoša Harlamov. Hasta la victoria siempre. Smisla štorik. Ne, okej. Sorry. Naj ti bo, Mito, delaj vse, da sem jaz to rekel. Ja. Epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je sveže pretihotapljena in torej zelo, zelo iskana. In zdaj muzika. Ok, skratka, nov paket epizod, tokrat imamo Ever Been to Gorman, si že bil kdaj na Gormanu, I Have Friends Everywhere, posod koga poznam, What a Festive Evening, kako prazničen večer. Prvo sezono, kot rečeno, lahko svežite v 141. epizodi, kjer je gostovala Rahela Klopčič. Tudi tukaj je, mislim, da... sem jaz to pozabil pripisati, ampak mislim, da je isti režiser, upam, da tole zdaj ni napaka v scenariju, in pa isti scenarist kot prvi paket epizod. Mislim, da ne, če smem dopolniti, ne spomnim se imena, ampak je pa isti režiser kot Narkina lok, torej tisti zaporniški lok. Ok. Glej, bomo tako naredili, Igor, ti vmes, povej, kaj se je zgodilo v teh 3 epizodah, jaz bom pa čekiral, ker tole sem verjetno res pozabil popraviti v scenariju. Je Ariel Kleiman, imaš prav, da je Ariel Kleiman in... Igor je že tam, tako da ja, super. Lahko pa preverim, če je tudi za prve 3 bil Ariel Kleiman. Ja, za prve 3 je gotovo, ker sem tole jaz po mojem tam... I stand corrected. Ok, kaj se zgodi? Torej, kot smo prejšnjič povedali, po 3 epizode se dogajajo znotraj enega leta. Tako da prejšnje 3 epizode so bile nastavek za to, kaj se zdaj eno leto kasneje zgodi. In sicer Bix in Cassian se skrivata na Coruscantu, ona ima še kar travme PSTD glede Gorsta. Sorry, Igora, kako je planet, kjer se skrivate? Coruscant. Coruscant. Ne, Coruscant. Ti probaš neki kroson noter usiliti. Ok, super, v redu. Sorry, ker so te zmotila, zabavno se je zdelo. Povej dalje, tam se skrivata, zelo je smešno. In skozi 3 zgodbe pač gre on na eno misijo vmes, ona pa je doma zaprta in se drogira z nekimi kapljicami, da pač lažje spi. Ampak potem Luthen pride do nje pa ji kar razloži, da te kapljice ne pomagajo dolgoročno in jo zaradi tega, ker najde te kapljice, je ne pač angažira za neko akcijo. Medtem pa na Gormanu Cyril pa Dedra probata vzpostaviti neko protivohunsko, kakorkoli infiltracijsko akcijo. On spozna končno ene te upornike, mu zgradijo kredibilnost, tako da kao ni najboljši imperial človek, ampak verjame v kao neke ideale, zelo dobro odigra to, da verjame v ideale, na kar potem, ko spostavi akcijo in preda podatke, in oni se odločijo, da bodo izvedli pač napad na nek transport, in potem pridobijo Cassiana, da če bi on bil za, Cassian pa nikakor ni za, on meni, da so oni
nepripravljeni in da to ni način, kako rešiti zadevo, zato Luthen takoj ga skencla in angažira, kak je ime, sestrično od Mon Mothme. Velo in Sinto, ja. Ja, in oni dve se še srečata in imata par minut sreče skupaj, preden se stvari ne izidejo najbolj za njiju. Zato, ker ko oni potem dejansko izvedejo to akcijo, se izkaže, da tako kot je Cassian trdil, ti ljudje niso pripravljeni in potem pač jo skupi Cynthia. Sinto, ja. Medtem pa Mon Mothma fura politično zadevo, nje je malo manj notor. Zelo pač ene take scene, ki vidimo, da se pripravlja govori v parlamentu in tako dalje, kjer razglasijo imperij. Luthen pa njegova ta asistentka pa ima ta problem, zato ker je v enem artefaktu prisluškovalna naprava in je nevarnost, da jo bodo odkrili, zato morata sredi enega dogodka potem se infiltrirati in dobiti to zadevo in je ful napeta scena, zelo v redu zrežirana. Potem pa je še ena scena s Sojem Guerrero, ki ne pelje pravzaprav zaenkrat nikamor, ampak on pač nekaj ljudi uri tam in potem se izkaže, da je eden med njimi, on pač kao trdi enemu, da naj uri drugega in da bojo potem tistega, ki urita prvega, ubili, ampak potem se izkaže, da je on morilec. Pač ena taka, ne morilec, izdajalec, ena taka zelo ozek vpogled v neke konkretne probleme, s katerimi se eno uporništvo sooča in še en prikaz, kak so basically unhinged in nor, ampak da najverjetneje prav dela, ker mogoče je ta izdajalec, pravzaprav niti ne dobimo čisto res potrditve, da ta tip je bil izdajalec, samo je pa možno, da ima pravno. No in zaključi se s tem, da Bix pa Cassian greta tega Gorsta beg spraviti in zelo elegantno in stylish to naredita. Mislim, če je do te točke bilo vse skupaj tak zelo 70s vibe, je pol to tak malo 80s, greta beg od stavbe, ki eksplodira. Ja, le, če bi bil v slow motion, bi lahko bil skoraj da kakšen John Woo film. Ja. Kakšen Conair. Zelo stylish. In zelo v redu, da Bix končno opravi s tem, ker mislim, ful je zanimiv lik, ampak pol prejšnje sezone, pa pol te sezone basically gledamo, kak trpi, no, in se sooča s travmami. Imaš pa občutek, da je ona nekdo, ki je ful za akcijo in da predtem je bila ful v akciji in bi pač tudi ta del nje radi videli. Res je. No, hvala, Igor, da si vmes potrdil, tudi jaz sem vmes čekiral, ni v scenariju, ni napake, skratka, režiral je to še vedno Ariel Kleiman in scenarij napisal pa Beau Willimon, ki je med drugim scenarist in ustvarjalec prvih 4 sezon serije House of Cards, kar verjetno za to serijo ni tako nepomembno, glede na to, da imamo veliko političnih govorov in veliko neke družbeno-politične stvarnosti. Kako se vam je zdel ta paket epizod? Sta še vedno navdušena nad Endorjem, navdušenje kaj popušča, sta razočarana, kje sta? Meni je super paketek. Včeraj, ko smo se midva pogovarjala, sem rekel, da bi jaz podnaslovil tale paketek Revolucija žre svoje mlade. Dobiš vpogled, ne akcijski vpogled v zakulisje revolucije, torej ko si na stand-byju, ko v bistvu delaš v zakulisju, ko probaš furati protiobveščevalno, v bistvu imaš bistveno več zapleta pa intrige in suspenza kot pa teh akcijskih nastavkov. Sam mislim, da je v bistvu tudi vpogled v Guerrerove partizane zelo pomemben, ker deva kontrast Luthenovi perspektivi. Tudi Whittaker je izjemno odigral, to trenutno mi najbolje odigrana zadeva v tej sezoni, ne samo v tej loku, tale njegov lik. Pa
moram reči, da v bistvu je vse skupaj zelo intrigirano nastavljeno za nekaj, kar pričakujem, da se bo zgodilo, kar trailerji obljubljajo in zdaj v bistvu cel YouTube kriči o tem, ampak mi še nismo tam, tako da v naslednji epizodi, I guess, bomo več povedali. Moram pa reči, da nivo pisanja je za mene se dvignil še eno stopničko, tudi nivo obrti, kostumografije, arhitekture je šel zelo, zelo naprej, tako da to je izjemno. No. Ja, Igor, kako je tebi? Mislim, meni je super. Res so to vohunski trilerji postavljeni v ta svet in ful se mi tudi dopade, da na nobeni točki nekdo ne reče, aha, midichlorians so pa bla bla in to nekako razloži in bomo preskočili na nekam, ampak je vsaka stvar vzrok, posledica, odločitve, znanje, spretnosti, ki jih imajo. Cassian je super, tak anti-junak, ki, to je edino, kar se mi mogoče zdi, je, da pač ful so pričakovanja, sploh Luthen ima ena pričakovanja do Cassiana, ki jih gledalci mogoče še nimamo. Cassian je cool in vse zna izvesti, ampak vseeno nimamo prav občutka, da je totalen car. No? Še vedno uspe narediti stvari, dostkrat se mu posrečijo. No? Tako da še ima pač preostanek sezone, da pride do točke, ki pač bo smooth operator, ki je bil v Rouge One. Tako da to se mi je vredu lik. Mogoče edino pač vse te romantične zadeve se mi pa zdi, da so malo preveč doomed to fail. Ne? Tako res za nobeno razmerje tukaj nimam zdaj, za nobeno dobro razmerje, ki je tu not, nimam nekega upanja, da bo preživelo. So pa tudi taka razmerja, ki niso pretirano dobre, recimo Mon Mothma in Perrin, mislim, prav tudi vredo pokaže to eno politično razmerje, ki sta skupaj z nekih pač teh koristi, z nekih familiarnih zadev, ne? Ampak se pa prav zares niti ne marate pretirano. Ne? Tako da to mi je všeč, bi pa malo več romance, I guess. Aha, torej, kljub temu, da je doomed, bi še več romance. Ne, mislim, da lahko, da kakšna romanca ne bi bila doomed. Ne? Zdaj, ja, no, jaz mislim, da bosta Cyril pa Dedra ostala skupaj, tako da kaj bi zdaj, kaj se pritožuješ? Ja, nič toksičnega glede tega. Ja, še več tega izklopi luča, veš, tako ful teme. Tako? Ja. Mislim, vsak pošten moški si želi, da ga žena tako pričaka doma, s tako hladnim poljubom. Ja, pa da ga zasleduje. In s tako ukazovalnim glasom. Ja, jaz moram tudi reči, da če se mi je prvi paket epizod zdel, da pač je mal, da se nikamor nismo res premaknili in da je pol na koncu ta akcijska scena zelo pričakovana, da pač Cassian pride nazaj in postreli ravno pravi trenutek, da zbežijo. Dobro, sicer ki sem že pozabili na njega, je umrl. Baso. Eden je umrl, Baso, ja. Se mi je zdela ta epizoda dost boljša, zato ker je večinoma na dialogih, večinoma in na napetosti, na tem, kaj se bo zgodilo. Meni je tudi vsa ta scena v tem, pač kar ima unune, na tistem na zabavi, no, Dava Skaldana in v njegovi tej sobi ali karkoli že ima to na pol muzej tip, to mi je bilo fenomenalno. Pač ves ta dialog, ki ga imata Mon Mothma in potem se pravi Krennic, to je fino je res, ko ti nekdo ponudi, ja, seveda, a veš, ona mora odstraniti uno prisluškovalno napravo in seveda rabiš ti napetost, pričakuješ, da bojo se oni ravno približali takrat, ko bo ona na pol in seveda se una stvar zatakne. Vse to lahko nekako pričakuješ, ker so eni pečinovisi, ki so zelo običajni za vse te vohunske, to je v Mission Impossible milijonkrat, da gre ena stvar narobe, ampak ta dialog med njima, kako v resnici po eni strani uživaš v dialogu, padeš noter, ful ti je zanimivo, pač njuno to pregavanje, kaj je terorizem, kaj je boj za proti oblasti, kaj je, kje smo zdaj, kjer se kažejo njune pozicije zelo jasno, ampak obenem, kakorkoli je ta dialog super, pa vseeno zadaj čutiš tisto napetost, ki tam šraufa tisto ven in ne vem, meni je to super in ti pokaže, koliko je v resnici res odvisno od scenarijev, dialogov, od tega, da je neka stvar res
doseže nek svoj učinek. No. Plus v ta nastavek je meni še en dodaten plus, ker v bistvu v ta suspense, ker ni samo več tako kot Mission Impossible, da se nekdo pod krinko skriva pa proba nekaj rešiti. Ja. Lonija postavijo kot blokado za pogovor, ne? On pa ne želi biti razkrinkan, ker je pač seveda vohun za upornike, ne? In je v bistvu še dodaten plus, ker se on opira dodatno nazaj, ne? In je izjemno napisano, res, ja, se strinjam. Ja, in pol imaš te dvojne, trojne zanke znotraj enega in pa meni je bilo res, všeč mi je zdi se mi, da ta paket epizod res nastavlja to, kot ste rekel, mi to nastavlja to za naprej, ne. Skratka, jaz mislim, da tukaj je zdaj zelo pomembno je ta spor med Luthenom in Cassianom, ki sicer malo, Cassian je, tako kot si Igor rekel, v eni taki zanimivi poziciji zdaj, ne. Tukaj smo preskočili 1 leto, ne pozabi to od prejšnjega paketa in na začetku se z Biggs pogovarjata o neki akciji, ki je nismo videli, o kateri nič ne vemo, ampak v njej je Cassian očitno nekoga ubil. Ubil je nekoga, ker je videl Biggs in tukaj je zdaj vprašanje tega, kar jaz mislim, da je ključno tudi za ta paket epizod, kje Cassian točno stoji, a je ubil tega človeka za stvar, se pravi za idejo, za revolucijo, ali je ubil tega človeka tako, kot mu Biggs reče, ker je mene videl, ne? In a je tukaj šlo za varovanje Biggs. In potem imamo spet na koncu, skratka z Biggs, gresta se, to je čisto osebno maščevanje znotraj revolucije, to ni bila, Luthen mu ni tega ukazal, tega uporniki mogoče niti niso želeli, bomo videli, kaj bo v resnici posledice tega umora pravzaprav, ne? Ampak hkrati ta Luthenova, prišel je do Biggs, videl je v kakšnem stanju in njegova prva misel je seveda bila, a si pripravljen, Cassian, če ti jaz rečem, da je ona pač najšibkejši člen, a si jo pripravljen odstraniti. In tukaj jaz mislim, da je ta zdaj neka dilema, ki jo jaz pač pričakujem v tej drugi sezoni in kjer se bo med Luthenom in Cassianom najprej pokazal, jaz mislim, totalni razdor, ker Cassian, kot si rekel Igor, še noče biti čisto ta morilec, malo še nekim, seveda bo bil neznane ljudi, a veš, nekoga ubiti zato, ker je videl tvojo prijateljco, ljubico, bivšo, karkoli pač imaš z njo, ta trenutek, ni tak problem. Problem bo, ko boš ti moral začeti pobijati svoje ljudi. In upam, da te ne iz konteksta strga. In jaz mislim, da je tukaj stvar pač za revolucijo. Ne? Vsaka revolucija, ja, žre svoje otroke in problem, a veš, dokler imaš ti jasnega sovražnika, jaz mislim, da lahko marsikaj narediš. Ampak v tem svetu, sivem svetu Endorja, v vohunskih zadevah, sovražnik ni vedno čisto jasen, oziroma ni vedno na sprotni strani. In to mi je super zanimivo v teh 3 epizodah. No? Ja, se to mislim, je to točno to, kar Dedra in Cyril delata. Ne? Hkrati pa je zanimivo, da Andor in Biggs na koncu naredita uslugo Dedrinemu šefu, ki res ne mara tega Gorana, kaj je že? Gorsta. Ta imena so meni gosti. Rečemo Star Wars Mengele, no, se to je vsi. Ja. Tako da je to, kar mi bi bil všeč ta preobrat. Ne? Plus pač, koliko smo videli, mislim, ja, tisti dialog tam z Krennikom je res mojsterski in oba dva res dobro odigrata. Pa mislim, da je zdaj že v drugem paketu epizod tudi nekdo umre. Ne? Dobro, zdaj tukaj, ja, malo imam jaz tudi kakšno zamero, tako kot si ti Igor rekel, ne toliko, da je to pač doomed razmerje naprej obsojeno, ampak mogoče, da res 5 minut preden nekdo umre, je zame malo prepozno, da ti začneš spet postavljati njuno razmerje, ker je res bilo tako nastavljeno, da bo ena od njih umrla v tej akciji, da si sam čakal, da se sproži pištola, za katero nisi vedel, da je tam, ker je ne bi smelo biti tam. Ampak ja, to, še mogoče eno vprašanje, to mi je še ful zanimivo. Koliko sta pa opazila, da je tukaj zelo pomembno, jaz mislim, da v teh 3 epizodah tudi, da nam precej pokaže o tem, kako bodoči imperij deluje, kako služi denar. Ne? Tam na začetku imamo ves ta pogovor o tem, po eni strani zelo absurden pogovor, kjer ugotovijo, da aretirajo absolutno preveč ljudi, ki jih ne uspejo shendlati. To je, meni je bilo to toliko še bolj absurdno, zato ker sem lani, mislim, da je bilo lani ali predlani, ko sem urejal eno knjigo o drugi svetovni vojni, je bilo to je vzeto ven iz nacizma, ker so tudi nacisti pač na neki točki ugotovili, da ne more postreliti vseh teh
ljudi v svojih taboriščih smrti in so zaradi tega začeli razvijati plin, ker so pač ugotovili, da jih imajo preveč in premalo osebja in to se mi zdi nekaj tok groznega, obenem pa tako banalno, to je ta banalnost zla, o kateri smo tudi govorili o prejšnjih 3 epizodah. Mislim, da nastavljajo, da se to nekako navezuje na Narkino, ne, iz prve sezone, ta zaporniško logiko, kjer so tudi zaporniki ugotovili, ne bojo vas nikoli več spustili, mi smo samo še delovna sila za izgradnjo ničesa, kar noben ne ve, kaj se dela. Ne. In tu se mi zdi, da se to samo še nadaljuje, ne, samo da se pač birokratizira na zdaj že malo bolj očiten način, oziroma vsaj ISB, oziroma ta Gestapo začne malo že problematizirati neke zadeve. Ne. Tako da tu mislim, da se to malo bolj odpira, ne, da pač ta banalizacija prodira že v malo več lovk. No. Ja, pa krati imperij, mislim, na iste načine, ne, kot vidimo tudi mislim, da ste ti, Igor, napisal prav, Nabuju, ne, dajo enako obdavčijo zdaj Gorman, kot so Nabu v prequelih, ne. Tukaj pa se vidi, da imperij tudi rabi denar, to je taka zelo premišljeno pač pokažejo nam ustvarjalci, da seveda gre tukaj tudi za denar. Ne? Gre za to, da ti prihajaš do virov zelo pocen, tako bi zdaj radi na Gormanu vse te stvari uredili samo zato, skratka se vsa ta infiltracija in tako, da bi imeli nek izgovor za to, da bo zdaj imperij lahko prišel z vso močjo nad Gorman na neki točki in jih pač pripravljajo in jim pomagajo v resnici k temu, da postanejo boljši, ker zdaj so tile oporniki še kar malo, takoj kot vidi Endor, oziroma kako mu je že ime, ko pride na Gorman. Valerian Sky. Ja, sorry, moram dati svoj alo joke. It is I, Valerian Sky. Ja, meni je ta del tudi briljantna, pa kako hitro jih on oceni, pride tja v gostilno, mislim v tisti restaurant, ker sedi v hotelu, no, in ona že pride do njega in on je tako, tako se te stvari ne počnejo, ne prideš kar do mene, vloži sredi hotela in neki tvoji tipi mi sledijo, vse jih vidim. Tako res, tukaj se spet pokaže te razlike med uporniki, ki so tukaj še, seveda to ni resistance, to ni še ta skupno uporništvo, ampak so to majhne skupine, tako kot so Gerera, eni so pač prfuknjeni, eni so nesposobni, pol imaš pa Lutena, ki je tako recimo dobro organizirana, malo bolj ta pač z Cassianom in Lutenom, ampak tukaj mislim, da še kaže, tudi zaradi tega, jaz mislim, da smo rabili malo so Gerere, da vidimo, da gre za zelo različne skupine ljudi. Ja. Zdaj, mislim, da je fajn, da dobiš to ekranizirano. Iz Rebelsov se spomnim, da je to zelo barvita druščina, tudi v te animirane serije. So Gerera tam tudi nastopa v bistveno manj nori inačici, kot pa jo vidimo tlele ali pa v Rogue One. Pa tudi v Rogue One, ko se v bistvu prepirajo med sabo, kaj treba storiti, ali bomo napadli ali ne napadli, se v bistvu tudi tam pojavljajo nesoglasje med različnimi akterji znotraj oporništva. Tukaj pa imaš potem prav neke določene ideološke nastavke, to mi je vredno, da v bistvu tekst pa scenariji izpostavljajo, to pa igre, da to prinesejo bistveno bolj na površje kot ostali Star Wars izdelki. No. Meni je všeč, da nekako ilustrativno, frankofonsko narečje, ki ga govorijo na Gormanu, po drugi strani najprej me je motilo, bolj sem si mislil, dobro, vse je dovolj fino narejeno, všeč mi je, da so uporabili same francoske igralce za to, da lahko potem ravno prav pofejkajo tole za tujost, pa da dobijo ta francosko resistance logiko skozi. Všeč mi je tudi, da alo vibe. Ja, sorry, jaz sem ga imel tako, ne morem si pomagati, pač mogoče smo mi prebivalci ali rojeni v bivši Jugi malo okuženi s tem alojem, ki je bil tako popularen pri nas, pa ful mi je fajn, da sem takoj opazil tega igralca, ki je igral tukaj v predsednika Gormana, ali kako bomo temu rekli, ne vem, kaj je on, torej vodja teh upornikov, no, je isti igralec kot v Inglourious Basterds, ki igra tistega nacista, vojaka, ki se ne ukloni bejzbolski palci, pač to, ne vem, če ste ga opazili, no, meni je takoj v oči skočil, ne vem, če je to pravi izraz, ok, never mind. Pa ves ta dizajn, pa nastavek vseh teh upornikov na Gormanu se mi je zdelo izjemno dobro spisan, v smislu, ker imaš tukaj protiobveščevalno logiko, ki je bila nastavljena v prvi, to, kaj je Dedra rekla, da moraš narediti Krennikova, da moraš imeti homegrown resistance,
na tem planetu in kako so to prefrigano naredili. V bistvu, ja, obdavčiš jih, narediš jih nezadovoljne, postaviš opresivno arhitekturo nad njihovim spomenikom upora ali žalovanja, kakorkoli bomo temu rekli, in jih počasi stiskaš za to, da potem sami postanejo nezadovoljni in jih lahko kontroliraš na ta način. Ne? Hkrati pa uporabiš za svoje zle namene ali banalne namene, kakorkoli. Dobil sem še pač tudi zelo močen vibe Spielbergovega Münchna, no? Ki je tako zelo močan spy film tudi, ne? Tako da ja, mislim, celotna ta scena mi je zelo dobro spisana, ne? Kljub tem pač nekim zelo površnim ilustracijam, ne? Ampak ja, ko se to utopi v dober tekst, v dobro spisane like, je to čisto postranskega pomena, no? Ja, zanimivo se mi zdi tudi tole, zdaj seveda smo videli tamle pri Sogerero, gledamo tudi zaradi tega, ker je tam Vilmon, ne? Ki je zdaj pač šel še tja. Jaz sem nekaj pričakoval, malo me je presenetilo, da ni, malo sem mogoče nastavil, da bo tudi on umrl v tem sklopu, pa potem seveda ni, ker pač Sogerera je, če kaj je, nepredvidljiv in je ubil Ungata drugega zraven njega. Tako da zgleda, da tukaj še bomo nekaj gledali in bomo še dobili tudi Sogerere v naslednjem sklopu epizod, vsaj pač tako domnevam, ne bi vedel. Meni je bila tu v sklopu teh 3 epizod nekaj, kar smo mi namigovali že v prejšnji epizodi, zelo zanimivo, kako se ta Kleja, se pravi Lutenova, asistentka ali karkoli smo jo do zdaj imeli. Radijski operater, rečemo. Tako, radijski operater, vodila je zvezo, ampak kako v tej epizodi vseeno podarijo, da je zelo pomembna, da ni samo njegova podrejena, ampak da sta zelo si enakovredna. Ne? Tukaj imata en tak dialog, v katerem mi v bistvu vidimo, da Luten bi že naraj zbežal, pač misli, da ok, kompromitirana sva, če najde mikrofon, vse gre v božjo mater, malo ga je že strah, ampak potem ga ona zbulja, ne, mi dva greva na to zabavo, šla bova tja, pobrala bova to ven in mislim, kva neki tle kompliciraš, ne? In se mi zdi to tako, zelo mi je bilo fajn, ker mi je fino tudi to, kako v tej, kar jaz mislim, da vsaka dobra serija tudi rabi, da vsake toliko kakšen stranski lik malo stopi v spredje in ti pokaže, da ja, jaz nisem samo red shirt, ki bom tle stala pa pač umrla, ampak imam nekdo, ki imam neko mnenje, imam neko aktivnost, sem pač tudi oseba. Ja, pa celo očitam mu stvari, tak ti si se za to odločil, ne jaz, ne bomo zdaj krivde tu razdelili, ne. Super je. Pa tudi zdi se mi, da na koncu, ko ima uspe seveda tisti mikrofonček venu, zbezati, no, ali odtrgati, da ima ta tisti čist na easy, sproščen še joke, kao, ja, mogla bi kreni kako biti, veš kao, da se malo se sprostita. Tako, ker delujeta v bistvu zelo enakovredna, ne, seveda vsak z različnimi vlogami, ampak da sta oba dva močno prestvari, ne, da oba dva vesta, za kaj se gre, ne. Se Luten v bistvu popustijo mu živci, tam le že govori preveč informacij, preveč je teh nastavljeno, ne držim več vseh niti v roki, pol pa ga ono stavi, si končal zdaj, a si se spucu, come on, dajmo se zresniti, pa gremo to narediti. Ne. Ja, fino, se strinjam, da v bistvu je zelo fajn, ko ti potisnejo nekoga, ki si ga sicer gledal, spremljal, ampak da ti stopi na ta način v ospredje z lastno agendo, pa z lastno voljo, no, tako da to je fajn. Všeč mi je, kako ona Lonija tamle na tisti zabavi malo omreži, ne pa reče, ne, dec, ti gre z mano, ne, a veš, jaz te imam za tukaj zavajati, držim, gremo. Ja, pa zanimivo mi je tudi ta del mi je bilo zelo, zdaj smo že, kot smo že mislim, da omenili v prejšnjem paketu, pa tudi je zdaj že jasno, da Palpatina skratka ne bomo videli v drugi sezoni Endorja, to so pač ustvarjalci zanikali, da tega pač ne bo. Je pa zanimivo, kako je prisoten v svoji odsotnosti, ne spet, če lahko mi to Igorjevo, to zadnjič uporabimo od Last of Us. Ker tukaj seveda Mothma zdaj lobira za to, da bi preprečila nastanek imperija pravzaprav, ne? Rada bi preprečila to, da bi Palpatine dobil neko absolutno moč, ki se tukaj pač zdaj ves čas gradi in ki se gradi na neki lažni, malo dobimo tudi v pogled v to, kar v Star Warsu še nismo, kakor sem pač tudi spremljal zdaj tega na YouTube en kanal, dobimo malo pogled v njihovo propagandno mašinerijo. Tam imamo celo nek talk show, neki vidimo,
kjer oni dve neki ženski se nekaj tako mimogrede omenjata to politiko, pa hkrati vidimo, ko se tale pogovarja Cyril za svojo mamo, ne, in on tudi reče, mama, ne verjemi vsega, kar ti govorijo, ne. To je pač pripravljeno, pač Gormanci tudi, tukaj ni nič od tega, kar oni govorijo, kako so Gormanci zlobni, ne vem kaj, kako ne vem kaj vse počnejo. To se mi zdi tudi zelo pomembno, ne samo za to neko širšo Star Wars mitologijo, da malo vidimo delovanje imperija, ampak tudi, da dobimo neko resnično občutek, da imperij je neka resna stvar, ki uporablja propagandno mašinerijo, tako kot smo vajeni iz realnega sveta, da se uporablja. No? To je bilo tudi odlično nastavljeno na onem sestanku, ko Krennic v bistvu vsem razloži, kaj so njihove naloge, ne? In ona dva čeda ali tech IT-ja, tech broja, kao skočita gor mimo influencer na medijih, pa tako naprej, mislim, vse razložite, še vstaneta se kot dva kretena tamle, glih toliko, da ni PowerPointa v klopu. Všeč mi je tudi, super si povedal, vse podpišem, všeč mi je pa tudi estetika tega talk showa, ne? Ker nekako je taka 70s, se mi zdi estetika na nekem katodnem televizorju in se mi zdi, da se tu malo poklanjajo originalni eri, ko je v bistvu New Hope bil posnet, ne, torej leta 77, pa tudi, ne vem, všeč mi je celotna scena na Coruscantu, kako so ti različni nivoji še bolj vzpostavljeni, kot pa mislim, da smo imeli do zdaj po prikazana. Ne? Ker Bix pa Andor sta v neki etaži ali v nekem apartmaju, safe houseu, na varni hiši, ampak to je neka soseska, ki ni toliko dobro, za katero ni toliko dobro poskrbljeno, ne, kot bi imperij rad prikazal, predvsem više ešalone njihove družbe ali pa nivojev, ne, ker v bistvu, če primerjaš zgolj arhitekturo senata ali pa tistih dolgih hodnikov, v katerem pač Mon Mothma skuša prepričati različne senatorje, da naj zavrnejo obdavčitev ali pa večje pritiske na Gormana, ne, je vse belo, vse je čisto, sicer neka brutalistična arhitektura, ampak nekako ti stebri kažejo, kot da se senat podpira z različnimi posamezniki, bla bla. Andor pa Bix pa živita skoraj da v nekem cyberpunkovskem okolju, vse je na pol zapuščeno, nek low-tech se tam odvija, tisti umazano je. Arhitektura je bistveno bolj groba, robata. Pri čemer še Lucen reče, da imate srečo, da sploh vidite ven, ne? Ja. Ker večina stanovanj teh poceni je pa pod zemljo. Kar si pa samo predstavljaš, lahko je še bolj bedno. Ne? Moram pohvaliti v bistvu ustvarjalce serije, da imajo res tudi ta oko za te detajle, no? Ker zelo, zelo pomaga. No? Res moram reči, da ful pomaga. No? Absolutno. Ja, jaz sem dobil absolutno vibe, na Coruscantu dobivam od tega vibe Blade Runnerja, recimo te arhitekture z temi oglasnimi sporočili, ki sicer tukaj ni veliko, ali pa recimo Peti element, mal mi je tudi mogoče na tiste kioske, oziroma ki živijo v nekih kantah. Ja, trgovina, stari. Prvič vidimo neko fucking trgovino, kao nek, ne vem, Mercator, priznajo, veš. Super. Ja, tako da je take detalje in tukaj se pač vidi ta denar, ki je šel v to serijo. Jaz mislim, da dizajn tudi meni so zelo všeč, tudi na Gormanu, kjer vidimo, kako skratka delajo za temi. Cyril sedi za nekim takim računalnikom, nekdo je pa celo naredil na internetu zdaj peticijo, da Apple prosijo, če bi delal take kompjutere. Ta dizajn jim je bil tako všeč, pač kao. Meni se tudi zdi, da res pokaže eno tako zanimivo, pa malo različnosti med planeti, da takoj, ko vidiš nekaj, vidiš pa, nekdo je opozoril na internetu tudi, da na tem trgu, ki ga več čas gledamo na Gormanu, je neka taka kupola na nasprotni strani, ki že malo spominja na, se pravi, zvezdo smrti z svojo okroglostjo in že malo tako lebdi nad Gormanom, češ. Ja, jaz moram reči, da ni ta serija res še zelo, zelo odlična in tale drugi paket epizod me je definitivno še bolj prepričal, da je to ena ne samo najboljših Star Wars serij, ne vem, zakaj ostanemo pri tem, definitivno ena najboljših serij, ta trenutek, ki jih gledamo, pri čemer vas opozarjam, da smo v kratkem času delali Severance, da delamo The Last of Us, da smo delali, ne vem, mislim, res smo spet prišli do, potem, ko se mi zdi, ko je bilo kakšno leto malo zatišja, je fino, da z letošnjim letom mislim, da smo spet dobili nekaj zelo, zelo odličnih sezon. Strinjam. Ja, okej. Kaj pričakujete naprej, kaj se bo zgodilo zdaj, kaj so zdaj ti nastavki za naslednji paket epizod? Jaz mislim, da se bo ta oporništvo
na Gormanu, zdaj razvilo v nekaj zelo samoniklega, bodo pač sami po moje napredovali, ampak to bo tudi pripeljalo do grobih povračilnih in zelo pričakovanih ukrepov, ker jih v bistvu ta Pargas ali ta glavni gestapovc, rečemo mu Herflik, skratka, bo potegnil svoje, dedra. Jaz mislim, da v naslednjem sklopu bo še nekdo od upornikov umrl, pa ne vem kdo sicer. Mislim, da ne še Bix, ampak nujno je, po moje, da bo ona umrla, ker tukaj mislim, da se nastavlja, da bo Endor, to si ti Aljoša že omenil, se mogel odločiti ali Revolucija, ali Bix, ali Luton, ali skratka neki ta trikotnik bo tlele tukaj vzpostavljen. Pa mogoče tudi ta Wilmon, ki je pa, za katerega nisem prepričan, da je v bistvu Sogerera kao razkrinkal nekega vohuna, zna tudi biti, čisto enako legitimno bi bilo sklepa, da je v bistvu onega sam pihno, ker rabi Wilmona, ker je pač bolj kompetenten kot tisti kekec. Pa da mu je pač nastavil tisto prisluškovalno naprav, ker vse je bilo preveč na easy, očitno, da sam pihne deca v glavo tistega inženira in se takoj zadere Traitera. Je pa res, da Sogerera je norc. Tako da ne vem natančno, zakaj je potegnil to, ampak mislim, da Wilmon zna mogoče umreti ali pa ne, vemo, da ga v Rebel One ni, tako da Rogue One. Rouge One, pardon. Rebel One je tudi en IP oziroma en izdelek, nima veze, od Star Warsov. Skratka, to najbolj pričakujem, pa mogoče pač neko ne vem, zdaj razširitev na nek drug planet, ali pa na neko drugo lokacijo, kjer bi Endor lahko imel misijo, ali pa ne, mogoče to še nisem zdaj čisto dobro si razčlenil, a še bo kaj dodanega ali ne. Ok, Igor, kaj se tebi zdi? Glede na to, da so paketi po 1 leto, mislim, da Bix mora počasi umreti, ker basically Andor je prek tega in tudi ni, da neko krivdo fura v Rogue One in glede tega in se zbliža z, kak je že ime, Jinx. A ni Jinx? Ja. Karkoli je, punca tam, Tako da menim, da mora iti prek tega, mislim pa, da ne bo on sprejel odločitve ali Bix ali upor, ampak da bo Bix tista, ki bo sprejela to odločitev. Se mi zdi najbolj logično, ker drugače bi pač on imel krivdo, tak pa in nima. Ali pa bojo Luthen sprejel, pa bo on Luthena skinu, to je tudi opcija. Tako da to pričakujem naprej, pa mislim, da bojo še bolj šli v celo 1984 sceno, ključen plot point 84, o katerem se v bistvu zelo redko govori, je to, da ta glavni junak in njegova partnerka hočeta biti upornika in ju potem pridete v stik s človekom, za katerega mislite, da je upornik, ampak se izkaže, da je v bistvu on išče upornike na tak način, da jih kao skuša rekrutirati, tako da mislim, da tele na Gormanu bodo na zelo tak način potem nekako z Cyrilom obračunali. Oziroma on z njimi. Ok, zanimivo. Jaz pričakujem tudi, jaz mislim, da v naslednjem sklopu bo, mislim, da bomo ostali na Gormanu, ker pač pričakujem, da bomo mogoče videli vsaj začetek tega slovitega pokola na Gormanu, zdaj pa ne vem, a bo to že v sklopu naslednjih epizod, ali bo je to prišparali čisto za konec in da se bo na koncu vse te niti, ki se zdaj zapletajo, da se bojo razrešile znotraj tega pokola. Jaz nekako pričakujem, da bo Luthen obračunal s Kleo na neki točki, da bo njej še žal spet za te besede. Jaz mislim, da bo vsem žal, kar Skarsgardu govorijo, ker bo on za vsemi na koncu poračunal in jaz mislim, da bo tudi Kleo nekje mogel potisniti pod vlak, da bo sebe rešil in mislim, da tukaj je dobro vprašanje, mislim, da se Igor mogoče celo dobro idejo odprl, mogoče lahko še pokličemo ustvarjalce Endorja. Bix seveda, po drugi strani, jaz dvomim, da želi biti ujeta, tako da mislim, da če bo kadarkoli prišlo do tega, da bo potisnjena v kot, da bi jo spet ujeli, zaradi vseh teh travm, ki jih ima zaradi mučenja, je povsem možno, da bo raje umrla, kot pa da bi bila ujeta. Zdaj pa vprašanje, kdo bo mogoče kriv za to, da bi jo skoraj da ujeli, ali bo mogoče Luthen izdal, potisnil tudi on jo pod rob in potem Cassian Luthen, ampak jaz pričakujem, da se bojo ti obračuni, ampak po moje bi lahko bil že ta pokol na Gormanu
zdaj v naslednjem sklopu pa potem bi se ta obračun mogoče zgodil nekje drugje, ker bi pač ta Gorman, pač posod zdaj, kjer sem bral, vsi opozarjajo, da pokol na Gormanu, zato govorimo toliko o njem, je bil ena izmed ključnih dogodkov, za katerega nastane The Rebel Alliance. Skratka, tukaj potem vsi vidijo, da pa z imperijem, da res obstaja imperij, oziroma da bo nastal imperij, da tukaj ni več heca in da je ta imperij pač nekaj zlobnega, avtoritarnega in da je pripravljen obračunati z vsemi na svoj poti. Tako da, ali bo to se pravi v naslednjem sklopu, pa bo mogoče potem zelo hitro, sem glede na to, da je leto po leto, mogoče pa celo bo res pokol na Gormanu in vse to, kar govorim, zadnji 2 epizodi, recimo tako. Ne, se strinjam. Jaz mislim, da v teh naslednjih 3 sklopih, torej 7, 8, 9, bo pokol na Gormanu, nekako se imperij pokaže, v torej 10, 11, 12, pa more biti kot prvo Mon Mothma se zaradi pokola upre, to je tudi kanonizacija, kanonizirano, se upre imperiju, ona potem postane tudi vodja upornikov, pa Luthen mora zvedeti za načrte, njegov endgame, ko je rekel, what's the endgame, on mora zvedeti za Death Star, tu mora priti do neke misije, da oni pridejo do teh podatkov, tako da nekdo, ali Cyril mogoče, ker mislim, da zanimiva storija mi je, bi znala biti, da Cyril zaradi pokola mogoče postane razočaran ali na Dedro, da ga je držala v temi na tem, kaj se dogaja, pa mogoče celo prestopi na stran upornikov. Mogoče to bi bil dober zasuk, da Andorja sreča, in da v bistvu se mu potem zaupa, kaj se dogaja, ne vem, neka ta fora. To mislim, da bi bilo zadnji sklop. Ok, super, tudi to sem pozabil. Seveda Cyril, jaz mislim, da tukaj Cyril in Dedra definitivno bo prišlo do izpada, jaz mislim, da tukaj, kolikor lahko pride do izpada med takima ljubečima zakoncema, ampak jaz mislim, da tukaj se bo nekaj zgodilo najbrž in ta ideja se tudi meni dopada od njegovega prihoda, ker jaz nisem najbolj prepričan po tem, kako tudi tale igralec odlično igra tega Cyrila, več čas me spominja na Kyla MacLachlana, pa ne vem, tak Fris ima zelo podoben in jaz imam več čas malo Twin Peaksovski feeling, ko ga gledam, ker mislim, da on, kljub temu, da pač govori, da se je infiltriral in da govori vse te stvari, ampak mama mu gre res na živce, on res vidi ozadje in jaz res mislim, da malo ima te zamere vseeno do imperija in njegovih metod, tako da možno, da ne igra vse te simpatije, ki jih ima do pač upornikov. Jaz mislim, da Cyril ima visok moralni čut, ampak je pač nekako tale birokratski, idiotski moralni čut, veš, kao, da on s tem, da je učinkovit, da dobro dela, misli, da dela za neko splošno dobro, ampak po moje, ko bo videl zaradi pokola, kaj ta splošno dobro je, oziroma kaj si imperij interpretira, da je, bo po moje popolnoma razočarana. Nekako, to je po moje njegov lok. On tudi, ta scena je bila odlično odigrana, pa samo par stavkov je bilo, ko ga v bistvu tale Herr Flick Pargas pohvali, dobro si naredil in Cyril tako idiotsko reče, a bi pokvaril trenutek, če bi rekel, da je to najbolj srečen dan mojega življenja, pa ga Dedra pogleda, fuck. Še ona kot psihopat ga pogleda tako malo po strani, rečemo, fajn mi je videti te srečnega, a res sami psihopati. Ampak a ni to lepo? Vidiš, on tudi postavlja idejo služenja državi nad svoj ljubeč, še enkrat podarjam, ljubeč odnos do svoje žene. Tako je, lepo, nekaj. Partnerke. Karkoli pač sta. Super. Sjajna debata. Ja, Igor. Zato navijamo za njo. Mi dva, Igor, navijava za njo. Tako. Hvala, Igor. Ne rabiš niti povedati. Mislim, potem, ko je ona umrla, in glede na to, da vemo, da je Bix Doomed, je to edino romantično razmerje, ki ostane. Čudovito. Ja. Skratka, tudi vi ohranite romantično razmerje do Andorja za naslednji sklop, če ste ga že pogledali, se kar veselite naše debate. Z Andorjem smo pač en teden zadaj, ker so tu 3 epizode, pa je fajn, da tudi vi imate čas, da pogledate, tako da se vem, zahvalite se nam lahko kadarkoli in kjerkoli. Povejte nam tudi, kakšni so kaj vaši vtisi o tem sklopu epizod, se s čim strinjate, s čim ni, imate kakšne druge ideje. Povejte nam to na Discordu, Facebooku, Instagramu, Blue Skyju, če ne gre drugače tudi na X-u, ali pa nas nagovorite na žuru dobrodošlice za Luko Dončiča, zdaj se vsi vidimo tam. In če se boste do takrat uspeli izogibati imperiju,
Se poslušamo znova naslednji teden. Pa pa. Adios. Iti zdaj, Luka Dončić.